takrat, ko je bila demokracija vzpostavljena, je država prerasporedila skozi davke in na druge načine manj kot 5% vsega. 1-2%, pa je šlo to tam v prvi svetovni vojni, bil velik skok na več, pa potem v drugi več, pa potem socialna država kasneje. Ne. Skratka, ljudje so izbrali nekoga, ki so mu zaupali pravzaprav delanje reda v družbi, ne pa vtikanja v gospodarstvo, v ekonomijo. Niso izbirali voditeljev glede na to, kdo jim je več denarja obljubil, da bo nekomu vzel, pa da bo njim dal. V vseh demokracijah oziroma v državah, ki so demokratične, sistem, ki prerasporeja 50 in več % vsega, kar ljudje ustvarijo. Polovico in več je na tak ali pa drugačen način gre skozi proračun, ne? Kar pomeni, da država nekje jemlje in nekam daje in ljudje začenjajo glasovati, koliko mu bo država dala. Ljudje lahko pravzaprav glasujejo za to, da naj država enim vzame, pa njim da. Tukaj po moje demokracija degenerira. Ne moramo imeti sistema, kjer lahko neka večina manjšini jemlje pravico do tega, da tista manjšina obdrži, kar je naredila.